Zaharija je šel v tempelj zažgat kadilo in tam se mu je prikazal angel. Rekel mu je: ne boj se, dobil boš sina, daj mu ime Janez. Ta bo velik pred Gospodom, on sam bo hodil pred njim in ljudstvo bo pripravil na njegov prihod. Ampak Zaharija je podvomil in rekel: ampak kako se bo to zgodilo, ko pa sva z ženo oba že stara? Angel mu je odgovoril: jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Ker pa mi nisi verjel, ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo. Če se predstavimo nekaj let naprej od tega dogodka, ki je bil rojen že Jezus in je oznanjal, je enkrat prišel k njemu neki stotnik in mu rekel: Gospod, jaz nisem vreden, da bi ti prišel k meni, pa reci le besedo in moj služabnik bo zdravljen. In to, kar je on rekel, je čisto res. Bog je vsemogočen, lahko bi nas odrešil tudi kako drugače. Lahko bi rekel le besedo in bi bili ozdravljeni. Lahko bi rekel: moj sin je preveč dragocen, da bi umrl za angele, kaj šele za ljudi, ki so grešni in me zavračajo in zaničujejo. Lahko bi tako naredil, pa ni. Svojo pot je pripravil po Janezu Krstniku, po enemu čudaku iz puščave, za katerega so pravili, da je obseden. In ta se je rodil iz Elizabete, ki je bila nerodovitna in povrh vsega še stara. Lahko bi nas odrešil kako drugače, pa nas ni. Hotel je postati eden izmed nas, da bi mi postali podobni njemu. Bil je deležen naše bede, rodil se je sred gnoja in slame, da bi bili mi deležni njegovega življenja in miru in veselja. Hotel je postati nam podoben, naša žlahta, podoben vsem razen v grehu. Zakaj? Zato, da sem lahko par ur nazaj šel k sveti spovedi in tam Jezusu priznal svoje grehe, ga prosil odpuščanja. In on nam vedno znova po duhovniku pravi: ja, lahko bi te odrešil z eno samo kapljo svoje presvete krvi, pa sem dal vso kri, celo telo, dušo in božanstvo. Zato, ker nočem samo, da ne umreš, ampak hočem, da živiš in da si deležen vse moje ljubezni. Ja, tako nas je odrešil. Božji sin, ki prihaja na svet, kralj, ki je postal nam podoben. In to je ta vesela novica. Ista vesela novica, ki je bila oznanjena Zahariju. Njemu se je prikazal angel, pa je vse dvomil. Kaj pa ti? A verjameš, da je to oznanilo namenjeno tudi tebi? Da so besede: spreobrni se in pripravi pot Gospodu, namenjene tudi tebi? A veš, da se Jezus želi roditi v tebi, v tvojih odnosih, v tvoji bedi, v tvoji štali, v tvojem srcu, in tam želi živeti. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. S Bogom.